začenjamo teden molitve za edinost kristjanov, zato bom tudi mašne molitve vzel v ta namen. Molimo. Bog naš Oče, Ti ljubiš vse ljudi, prosimo Te, v obilni miri nam podeli Svetega Duha, naj v življenju ne delamo sramote krščanskemu imenu, ampak ljudem izpričujemo evangeljsko resnico in se zvesto trudimo za edinost vseh kristjanov v ljubezni in miru. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog pokliče Abrahama. Brilo iz prve Mojzesove knjige. Gospod je rekel Abramu: pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v blagoslov. Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali, in preklel tiste, ki te bodo preklinjali. In tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje. Abram je šel, kakor mu je naročil Gospod. Božja beseda. Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje. Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje. Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci, zakaj on jo je osnoval na morjih, on jo je utrdil na veletokih. Gospod je zemlja in kar jo napolnjuje. Kdo se sme povzpeti na Gospodovo goro? Kdo sme stati na njegovem svetem kraju? Tisti, ki je nedolžnih rok in čistega srca, ki svoje duše ne vzdiguje k praznim rečem. Gospodova je zemlja in kar je napolnjuje. Prejel bo blagoslov od Gospoda, pravičnost od Boga, svoje rešitve. To je rod tistih, ki po njem povprašujejo, ki iščejo tvoje obličje, Jakob. Gospod je tvoje. Aleluja. Niste vi mene izvolili, ampak sem vas jaz izvolil. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Naslednji dan je Janez Krstnik spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: glej, Božje jagnje. Učenca sta slišala, kar je rekel, in odšla za njim. Jezus pa se je obrnil in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal: kaj iščeta? Rekla sta mu: rabi, kar v prevodu pomeni učitelj. Kje stanuješ? Rekel jima je: pridita in bosta videla. Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog 10. ure. Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in sta šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu rekel: našli smo Mesija, kar v prevodu pomeni maziljenec. Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprt pogled vanj in rekel: ti si Simon, Janezov sin, imenoval se boš Kefa, kar se prevaja Peter.
Naslednji dan je Jezus hotel oditi v Galilejo. Našel je Filipa in mu rekel, hodi za menoj. Filip pa je bil doma iz Betsajde, iz Andrejevega in Petrovega mesta. Našel je Natanaela in mu rekel, našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki, Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta. Natanael mu je dejal, iz Nazareta mora priti kaj dobrega? Filip mu je rekel, pridi in poglej. Ko je Jezus videl, da Natanael prihaja k njemu, je rekel o njem, poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijača. Natanael mu je dejal, odkot me poznaš? Jezus mu je odvrnil, preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom. Natanael mu je odgovoril, rabi, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj. In Jezus je odgovoril in mu rekel, ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl. In rekel mu je, resnično, resnično povem vam, videli boste nebesa odprta in Božje angele gor in dol hoditi nad Sinom človekovim. To je Kristusov evangelij. Za vsak dan tedna molitve za edinost kristjanov imamo tudi pripravljeno razmišljanje, pa prisluhnimo besedilu, ki je napisano za prvi dan. Vsako človeško življenje je zgodba o poklicu in poklicanosti. Bog stvarnik nas je poklical v življenje. Res se zato nismo sami odločili, vendar nismo bili brez vprašanja vrženi v življenje, kot zatrjuje nemški filozof, ampak nas je Božja ljubezen poklicala v bivanje. Psalmist pravi, zares, ti si ustvaril mojo notranjost, ti si me stkal v materinem telesu, zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen, čudovita so tvoja dela. Kasneje so sledili drugi klici, v zakon ali v duhovništvo in redovništvo. Takrat smo se morda počutili kot Abraham, ki mu je Bog rekel, pojdi iz svoje hiše in iz svoje dežele v deželo, ki ti jo bom pokazal. Če smo stopili na to pot in po njej hodimo, spoznavamo, da nismo bili prevarani. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, pravi Jezus. V hoji za njim prejemamo luč za vsak dan sproti. Bog je Abrahamu obljubil, da ga bo blagoslavljal in prek njega vse rodove na zemlji. Poslušnost Božjemu klicu nam prinaša blagoslov. Postanemo tudi blagoslov za druge. To je doživela tudi Marija, polna milosti in najbolj blagoslovljena od žena. Prinesla nam je njega, ki je izvir vseh blagoslovov. V njem nas je Bog blagoslovil z vsakršnim blagoslovom iz nebes. To so doživeli Andrej, Peter, Natanael in drugi galilejski ribiči. Svoje življenje so zastavili za Božje kraljestvo in postali blagoslov za ves svet. Pomislimo še na nekatere, pri katerih se blagoslov omenja že v njihovem imenu. Sveti Benedikt, začetnik zahodnega meništva, je prek svojih duhovnih sinov benediktincev in drugih menihov in redovnikov zasadil krščanske korenine evropski celini. Papež Benedikt XV. Je v času prve svetovne vojne in po njej neumorno klical k miru in velja za enega največjih dobrotnikov človeštva. A ne moremo mimo še enega papeža s tem imenom, to je Benedikt XVI. Izšel je iz naroda
iz katerega se je v 20. stoletju v 2 svetovnih vojnah čez ves svet razlila smrtonosna poplava zla in hudobije. On pa je postal prinašalec dobrega, prinašalec blagoslova. Sam je bil blagoslovljen z izjemnimi darovi modrosti in vednosti. Iz njegovih spisov veje blagodejna resnica, ki bo obogatila še prihodne rodove. Tudi njegov brat Georg Ratzinger, ki je umrl lani, je kot duhovnik življenje posvetil Bogu in ljudem. Na neki način to velja tudi za njuno edino sestro Marijo, ki je neporočena skrbela za oba brata. Njihov rod torej ugaša brez potomcev, a je hkrati nepredstavljivo rodoviten, saj je obrodil plemenite sadove za Božje kraljestvo. Naj za sklep navedem misli papeža Benedikta XVI., ki jih je namenil današnjim mladim ljudem, ki se bojijo odločitve. Takole pravi: kdor v nedogled odlaša z odločitvijo in se ne odloči, ne za poroko, ne za duhovni poklic, ostaja večno otrok, nedorasel, nezrel, nedozorel. Boji se za svojo svobodo, ne ve pa, da odločitev ne uniči svobode, ampak omogoča orientacijo, daje smer v življenju in človeku omogoča, da napravi iz življenja nekaj velikega in lepega. Jezus, ti si, vse manjkalo mi, vse vedno sem si želel. Jezus, ti si, srce ustvaril mi, konča, kar meni si začel. Shaka,